Nov davek, novo politično obračunavanje in realnost za državljanke in državljane. Ne gre za resno reformo, ampak politični PR, tako pravijo v SDS-u. Pristojno ministrstvo pa gre za največji korak v gradnji socialne države od osamosvojitve. Z današnjim dnem morajo vsi zaposleni, samozaposleni, upokojenci in kmetje plačati v državno blagajno za dolgotrajno oskrbo. Takole je videti v odstotkih in številkah. No, v povprečju bo vsak zaposleni prispeval slabih 300 evrov na leto v državno blagajno. Toda, če že prispevamo, bi morali tudi v praksi koristiti ugodnosti, za katere plačujemo. Tako bi danes denimo morala v praksi zaživeti oskrba na domu, a ne bo. Ni bila izdana še nobena odločba, nekatere občine še nimajo izvajalca, informacijskega sistema ni, potem pa je tu še težava s kadri. Pred soočenjem poslanke SDS-a Karmen Furman in Luke Omladiča z Ministrstva za solidarno prihodnost za istočnico pogovora poglejmo 3 kratke izjave. Zatikalo se pa je ali pa se še zatika pri sklepanju pogodb. Gre za seveda čisto tehnične podrobnosti, med katerimi ni nepomembna seveda cena urne postavke za storitev. Če država lahko najde višja sredstva iz naslova BDP-ja za obrambne izdatke, potem je prav, da najde in tudi mora najti dodatna sredstva za izvajanje tega zakona. Nimamo še navodil oziroma informacij, na kakšen način bomo beležili storitve, na kakšen način bomo obračunavali storitve zdravstveni zavarovalnici, seveda kakšni bodo normativi. Še enkrat pa poudarjam, največja neznanka so nam kadri. No, še preden nadaljujemo z temi pomisleki, gospod Omladič, ne gre za resno reformo, ampak politični PR, tako pravijo v SDS-u. Ne, nikakor. Gre za resno reformo, gre za vzpostavitev novega sistema socialne varnosti. Gospa, gospod, ki danes plačujeta za dom za starejše 2000 evrov, boste zdaj plačevala 700 evrov. Lahko si zamislimo, da bi bile naše plače višje, če ne bi plačevali prispevka za pokojnino ali pa prispevka za zdravstveno zavarovanje. Do trenutka, ko zbolimo ali pa ko rabimo pokojnino. In to nam bo omogočila dolgotrajna reforma. Varnost na starost. Gospa Furman, se strinjate, gre za resno reformo? Absolutno ne. Zdaj, jaz težko poslušam znova te napovedi za strani ministrstva, namreč dolgotrajna oskrba bi se morala izvajati, pa se ne izvaja. Zdaj, ljudje bodo plačevali nov davek, a zaradi tega, ker ministrstvo ni opravilo svoje naloge, ni naredilo to, kar se je zakonom zavezalo, da bodo ljudje brez oskrbe ostali. In to celo tisti, ki jo danes sprejemajo. Zdaj, jaz verjamem, da sekretar tudi dobro ve, kako so se odzvali pilotni projekti, ki so celo pokazali, da ljudje, ki danes recimo dobivajo pomoč na domu, je ne bodo po novem zakonu dobili, ker je vstopni prag toliko višji. Tako da resnično ne vem, odkot danes to sprenevedanje znova, da gre za resno reformo na področju dolgotrajne oskrbe. Nasprotno, zakon o dolgotrajni oskrbi ni mrtva črka na papirju, se danes izvaja. Imamo že 1600 uporabnikov oskrbovalca družinskega člana. Z današnjim dnem je tista meja, ko bodo to lahko tudi upokojenci. Iz prispevka za dolgotrajno oskrbo se od danes naprej bodo financirale tudi plače zaposlenih v socialno-varstvenih zavodih. Sistemsko se bo tudi prvič financirala pomoč na domu, ki ostaja v taki obliki kot sedaj. Vstopne točke so se že vzpostavili. Ampak izvedbe pa še vedno ni. To je ta pomislek tudi v izjavah. To, kar sem sedaj naštel, je izvedba. 1600 uporabnikov oskrbovalca družinskega člana, vstopne točke, sofinanciranje plač zaposlenih, brez katerih bi plačevali višje oskrbnine. Kdaj pa bodo izdane odločbe? Kdaj pa bodo izdane odločbe, to, kar so ljudje danes že vložili? Številne odločbe so že izdane. 1600 uporabnikov jih ima že izdanih, jih že uporablja. Od danes naprej smo vključili v sistem tudi uporabnike e-oskrbe. Za to specifično storitev oskrbovalca družinskega člana bodo odločbe izdane jeseni. Že danes, ko pa se storitev prične, pa bodo se pričela čez poletje ocenjevanja. Gospa Furman. Ne, gledajte, zdaj z današnjim dnem bi morala zaživeti tudi dolgotrajna oskrba na domu.
pa ni. Zaradi tega, ker nimate urejenega informacijskega sistema, ne samo, da bi morale biti odločbe izdane, ljudje bi morali imeti že pogodbo sklenjeno z izvajalci. In vemo, da takrat, ko bodo odločbe izdane, predvidoma nekje septembra, oktobra, ljudje še ne bodo prijemali dolgotrajne oskrbe, davek pa plačujejo z današnjim dnem. Tako da tisto, kar govori sekretar, je dejstvo, da je to pravica, ki je bila vzpostavljena lani januarja, kjer so ljudje tudi čakali 4-5 mesecev, da se je sistem vzpostavil. Takrat smo v Slovenski demokratski stranki vas opozarjali, da pride še na vrsto v naslednjem letu, torej letos konkretne druge še pravice in da vam bo znova zatajil informacijski sistem in točno to se vam je zgodilo. Ljudem boste pobirali denar, medtem ko dolgotrajne oskrbe kot take pa niste vzpostavili. Zdaj tudi veste, da imate težave z kadri. To bomo še v nadaljevanju, če dovolite, da na to odgovori. Ni res. Z današnjim dnem se pravica do oskrbe na domu prične, ampak da se pričnejo izvajati, je najprej treba oceniti ljudi, potem pa izdati odločbe. Skozi 2 meseca poletna se bodo pričela ocenjevanja, jeseni, ko bo ta komponenta informacijskega sistema aktivirana, se bodo pričele izvajati odločbe in v letošnjem letu, popolnoma tako, kot smo načrtovali, bomo imeli prve uporabnike oskrbe na domu. Glejte, vi ste se z zakonom zavezali. Do sedaj nismo niti enega časovnega roka, kar smo se ga zavezali, prekršili. Sprejeti so bili zakoni, tiste storitve, ki so bile časovno opredeljene, se izvajajo in tudi oskrba na domu se bo izvajala. Z decembrom pa pričnemo financirati tudi oskrbnine na domovih. Ne, vi ste kršili že prvi rok 1. januarja 2024, ko bi morali imeti ljudje pravico do oskrbovalca družinskega člana, pa je niso imeli, odločbe se niso izdajale, bil je vzpostavljen informacijski sistem čez 4-5 mesecev. Tako da takrat ste prvič kršili zakon in ljudem niste dali pravic, ki ste si jih zavezali takrat za vašim zakonom, da je bodo imeli urejene. Zdaj znova kršite, vi imate v zakonu zapisano, da bodo z 1.7. ljudje imeli pravico do dolgotrajne oskrbe na domu. In kaj se sedaj dogaja? Ljudje ne bodo, oziroma z današnjim dnem, ko bodo pričeli plačevati davek, nimajo dolgotrajne oskrbe na domu zagotovljene, medtem ko domovi sploh ne vedo, kako bodo dolgotrajno oskrbo izvajali. Občine so v negotovosti, skupnost občin je dala 90% občin je povedalo, da trenutno ne vedo, kako bodo izvali dolgotrajno oskrbo na domu. Glejte, od 1.7. prične veljati pravica do oskrbe na domu po dolgotrajni oskrbi. In veljala bo naslednja leta, naslednja desetletja. S 1.7., ko se ta pravica začne udejanjati, je najprej potrebno ljudi oceniti, izdati odločbe in potem ljudi vključevati v sistem. In to se začne ta mesec in se bo nadaljevalo in v letošnjem letu bomo imeli prve uporabnike. Kako pa je s kadri, če gremo zdaj na kadre? Zdaj, za oskrbo na domu bodo številni kadri, tudi tisti, ki že sedaj delujejo v sistemu, torej nekateri uporabniki pomoči na domu bodo gotovo postali tudi uporabniki oskrbe na domu. Kar se tiče institucionalne oskrbe, bojo seveda obstoječi zaposleni, ampak jih je premalo, ne? Izvajalci. Ja, na našem ministrstvu smo zato v lanskem letu, istočasno kot z zakonom o dolgotrajni oskrbi, smo sprejeli posebni kadrovski zakon, s katerim stimuliramo štipendiranje, vključevanje prostovoljcev, avtomatizacijo, številne druge ukrepe, s katerim želimo te res težko situacijo pač izboljšati. Poleg tega pa še to je zelo pomembno. Ta prispevek, ki ga ljudje začnejo plačevati danes, je direktno že od tega meseca naprej namenjen tudi za višanje plač zaposlenih v dolgotrajni oskrbi. Zdaj, gledajte, generalni sekretar, jaz res ne razumem, v katerem vzporednem svetu vi živite. Ljudje nimajo danes pravice do dolgotrajne oskrbe, ki bi jo morali imeti zagotovljeno po zakonu. Zaradi tega, ker vi imate v sistemu že danes čez 2000 ljudi, ki nima pomoči na domu urejenih. Vi pričakujete, da z naslednjim letom bo to 20.000 ljudi, ki bodo potrebovali dolgotrajno oskrbo na domu, vi pa niste na kadrovskem sistemu naredili popolnoma ničesar. Kadri vam odhajajo iz dolgotrajne oskrbe. Ljudje zaposleni vam govorijo, da ne morejo vzdrževati v tem sistemu. Rekli ste, da boste za plačno
davčno reformo, popravili plače ljudem zaposlenim v dolgotrajni oskrbi, na to vas opozarjajo skupnost socialnih zavodov, naredili niste popolnoma ničesar. In mene zanima resnično, spoštovani sekretar, kdo vam bo izvajal dolgotrajno oskrbo glede na to, da kadra ni, da se število ljudi, ki potrebujejo dolgotrajno oskrbo, enormno viša. Vi od ljudi pobirate prispevek, nič pa ne naredite na tem, da bi ljudje dejansko do te oskrbe prišli, pa ste se s tem zavezali z novim zakonom, ki ste ga sprejeli. 1600 uporabnikov oskrbovalca družinskega člana, vključitev upokojencev od tega meseca naprej, vzpostavitev vstopnih točk, sofinanciranje pomoči na domu, vzpostavitev novih vstopnih točk na centrih za socialno delo, sofinanciranje plač, od decembra naprej bistveno znižanje oskrbnin za uporabnike domov za starejše. To je vse to ste vi zamaknili že za več kot eno leto, zato da upokojenci niso bili oskrbovalci družinskega člana, je bil čist vaš lapsus, ko ste sprejemali zakon. Takrat smo vas opozarjali, da ste upokojence izpustili iz tega sistema, pa niste želeli prisluhniti našemu amandmaju. Vložili smo spremembo zakona. Februarja letošnjega leta je minister dejal, da se gremo grde politične igre, potem pa ste čez 3 mesece prišli za svojo enako spremembo v parlament, da boste sedaj upokojence vključili v ta sistem. Torej ste upokojence leto in pol prikrajšali za izvajanje te pravice in tudi do izplačila v času, ko izvaja dolgotrajno oskrbo, pa čeprav veste, da so prav upokojenci tisti, ki najbolj v praksi izvajate dolgotrajno oskrbo. Predlagam, da me z gospod soočite konec letošnjega leta. Jaz trdim, da bo 25 000 vsaj uporabnikov dolgotrajne oskrbe konec letošnjega leta in da ljudje ne bodo več plačevali 1500–2000 evrov oskrbnine v domovih, ampak največ 780. Mi vsi bi si to zagotovo želeli. Glede, to so velike obljube, bomo zelo veseli, če se bo resničile, ampak nažalost dejstva, to, kar govorijo zaposleni in tudi tisti, ki bi dolgotrajno oskrbo potrebovali, pa so dejansko seveda tudi mi to podrobno spremljali. Hvala lepa obima gostoma za nocojšnje soočenje. Hvala vam. Hvala za povabilo.